Danes in včeraj je pa na urniku dognojevanje z gnojevko, se pravi, treba je sprazniti jamo, ker se bliža 15. november, tako da je treba to urediti pred tem datumom. Ni to fini posel. Kaj ti zdaj s to palico delaš? Fora je, ker so se zgori mlinčki zabili, in zdaj je noter tega drobnega materiala, šodra, kamna, ki že dolgo ni zabilo, tako da zdaj bomo probali to malo požokati. Pa to je to, ki narjano, da lahko spucaš? Ja, je. Tako da pod mlinčkim je tako, ko preko izpustno. Kaj pa če ne gre s to palico? Pol je pa treba zgori dovodno cev od šrafa, 4 šrafi, pa z mlinčka ven potegniti, bomo videli, koliko bomo imeli sreče. Ni šlo, ne? Kot v večini primerov nismo imeli sreče, tako da pride orodje v poštev. Šrafaj. Jo. Torej, to je mlinček, rečeš? Tako, tale je mlinček, gor so pripete cevi, to je dovodna cev, glavna, tako da mislim, da je tule nek problem, tako ponavadi. Če se kak les noter zapiči ali pa kaj druga, kak drug problem. Ajde, da vidimo, če sem imel prav. Opa! Veš ta? Tako, kot sem rekel, en kos finga lesa, pa noter je še malo lesa, tako da bo kar zanimivo. Je kar fajn zabilo. Shit. To bo pa kar zdaj, ja. Posla. Aha, še en kos. Ni šans. Treba bo jeti po dobro staro znamko, špico. Če ne gre zlepa, gre pa špico, ne? Ja, špico gre pa zmeri. Še malo tega. Potem se pa nabije, ne? Ko prije kak kos lesa, se pa nabije še zraven krma, slama, kaj taga, in pol naredi tako lepo fasado, jaz tem rečem, in pol ne moreš nič. Evo, še en kos. Tako, zadeva po 15 minutah, recimo, rešena. Bilo je pa kar zanimivo, smo kar nekaj lesa ven povlekli, folije pa šodra, tako da je bilo zaribano. Daj mi maj postopek opiš, kaj boš zdaj delal. Prvo se naredi tako. Tukaj pržgem elektronsko, kaj se tiče zatič za kardan. Potem moram odkleniti komando za varnost. Tukaj imam na dvojki spomin za obrate motorja, za pumpo. Tako da zdaj gremo pa ven. Ko pridemo ven, vzamemo rokavice. Pozdravimo Šekota. Kako pa, da to nimaš na avtomatiko? Ja, včasih je treba tudi kje na roke, ne? Presmerimo črpalko, da bo pumpala, pa zaženemo. Pa kaj se tiče pumpe, je pa treba preveriti tukaj, če je še dosti ola. To je zelo pomembna informacija. Kapljica tukaj, kapljica na tem, da se ne bi slučajno presušila. Potem imamo pa gor pritisk, cager, imamo malo kontrole, pa merilc za količino, koliko je še noter. Čist simpel zadevca.
moraš tle ti zadnja akcija zavija, ne? Jo moraš na hitrosti zapreti ali kak je? V bistvu tak je, da ko greš čez 30 km/h, je fajn, da zakleneš zadnjo akso, se pravi, da ne vijuga. Zaradi tega, ker je prosto vozeča in če bi na ovinku te zagrabilo kako bankino ali pa kaj, bi hitro šla po svoje, no. Tako da obvezno zakleniti, ko gremo čez 30, no. Kaj pa danes boš to na travnike voziš, ne? Tako, ja. Na njive tudi? V bistvu tak je, njiv skoraj nobene nimamo, da naj bi bila posijana zdaj. Tako da v bistvu vse, kaj je, vozimo na travnike. Je pa tudi res, da je to bolj redka gnojevka, se pravi, oziroma to je gnojnica. To je v bistvu to, kar se nam z gnojišča spira. In jo moramo zdaj sprazniti, da bomo potem čez zimo, je to kot neka zaloga za nas, ta jama, no. Kde mi imajo te komande, razložiš? Ok, se pravi, komande so vse elektronske. Je pa tak, na tem joysticku, pa na tem imam v bistvu komande za cevi, se pravi raztezanje, zlaganje, te zadeve. Koliko parov porabiš za to cisterno upravljati? Koliko parov ventilov? Parov je pa 5. Se pravi, je kar zalogaj. Takrat se pač nismo odločili za elektrokomandni blok. Tako da je v bistvu za tega malo več parov, ampak ne za to. Je čist simpel zdaj tukaj. Vsi pari so pač zasedeni, ampak funkcionira brez težavno. Torej, enega imaš za... Tako, eden je za zlaganje, oziroma dva sta za zlaganje cevi, potem eden je za zaklep zadnje akse, se pravi, da ni vijuga. Potem imamo pa še enega za mlinčke, da poganja čez cevi gnojevko. Potem imamo pa še enega za zapiranje pa odpiranje same cisterne. Vidiš to, če imaš landinije, ne? Imaš orodje zmer pri roki. Tako da svaka čast, ne? Pomeni, da moraš skozi šraufati, ali? Pa ne, veš kak je, ne? Zdaj... No ja. To je varovalo, to je ful fajn, če kaj slučajno ne vidiš po noči. Aha, če zabije, pa si ga fino. A ja. Ne, moglo bi se odklopiti. Pri naši hiši so tako dobri šoferji, da se nikoli še ni to sploh sprožilo, ne? Drugače pa je tukaj varovanje za to, da če kaj zapneš, da ne bi vtrgal konstrukcije. Tako, ko si prej rekel, ne? Začeli smo sezon, daj ti to povej. Hajde, no, pa jaz povedal, no, če te tako mate. No, mi smo prvi video letos posneli z gnojevanjem žita. Ista kombinacija, samo da smo imeli takrat traktor je malo zrastel od takrat, ne? Ja, letos je bilo mokro leto, pa smo dobro zalili. Zalili traktor, pa je pa malo zrastel zdaj. Zdaj je pa špica, zdaj pa gre malo lažje. Tako da v bistvu smo končali sezono s tem, se pravi cisterna v štarti sezone, cisterna ob koncu sezone. Tako da vljudno vabljeni, da pogledate prvi video sezone, pa v bistvu do tega zadnjega. Pa napišite komentar, kaj si mislite. Če smo kaj napredovali, če kaj nismo napredovali. Drugače pa že sprejemamo predloge za naslednjo sezono. Če ima kdo kakšne želje, kaj bi posneli, kaj bi povedali, je v komentarjih Dobrodošlo. Dobrodošlo vaše mnenje. Hvala, ne, vsem, ne, Hvala za podporo. Ja, za podporo pa za to sezono, da smo speljali skupaj mi z vami, z YouTubeom, vse skupaj. Tako da nimaš lepšega. Tako da se vidimo drugo sezono. Lej, taki komentarji morajo biti skozi. Super mora biti. Malo pregleda, pa malo... No, kaj pa zdaj? Alo? Ja, evo ga, predzujemo. Ja, fotor je klical, je treba delati, ne pa snemati. Ajde, akcija!